Če sem se prav zapomnil, je to Miha. Ja. Stal sem že, ampak imam še malo spominov. Pa to v bistvu zato, ker imam spomine na mojega ata, ki je Miha bil, pa brata, ki je Miha, pa nečaka, ki je Miha. Pa upam, da pa še kakšen Miha. Čakajo ga, pa ne vem, ali bo ona ali on, avgusta meseca. Miha, je bilo lepo tukaj na ulicu? Ja, zelo. Ja. A so kaj motili vas, kjede otroci, pa večji otroci? Miha nas? On je vaš. Ne, nas ni noben. A vi ste kaj Miha? To morajo kaj oni povedati. Zdaj me pa zanima, da ne bo sam Miha govoril, od kje se, iz katerih župni ste, pa nekaj vsak pa ve, da so tukaj vsi prisotni. Tako da vsi sličimo. Eskme. Novo Vedza. Vsi. Ja. Posebej, če sem se zapomnil, vse veste, da se že povedal, da sem že star. Lokavc. Lepo pozdravite gospoda Jožeta Pegarna. Prvič so se srečala 30. junija 1965. Kje so bili takrat vaši starši? Srečala sva se po Vipavi, na sprijemnih izpitih v srednji šoli, v Malem Semirišču. Ivan Blažič, Kobarita, ne? Ja. Isto, a veste, je taka hej, se moram to nas biti veseli. Profesor Kralj, ki nas je imel, je bil tudi naš razrednik, pa je šel takole, lepo po razredu, pa se je takole dotaknil. No, Miro, kje si ti rojen? V Moravčah. Kje si ti, Teodor, rojen? V Velikih Žabljah. Kje si ti, Ivan Blažič, rojen? V Kanalu. In smo se vsi nasmejali. Vprašam te, Miha, kaj ste delali tleva na ulicu? Pa družili smo se bolj kot ne. Pa malo razmišljali o našem regiji za naprej. Spravi, kako bomo ki oblikovali primorski skavti. A ste naredili kakšen sklep po črto? To bomo pa zares zdaj vzeli? Ne, zares nismo. Se pravi, skavti morajo biti vedno? Pripravljeni, ne? Kako se pa to pokaže na zunaj? Tako, ja. Ta močnejši ščiti šibkejšega, pa 3 prsti. Čop, čistost, odkritost, požrtovalnost. Želite še enkrat povedati. Zdaj sem prav, ne? To velja tudi za nas. Ne, pa niso vsi skavti. Ja, zdaj sem preveril, če se si jaz prav zapomnil. No, pa še enkrat povedati. Čistost, odkritost, pa požrtovalnost. Odkritost srčnost, ja. Ko je težko izpovedi, lahko da to troje postavite. Vaše življenje, vaše mesece, ponovimo, čistost, srčnost, požrtvovalnost. To je krščanstvo. Pa še eno vprašanje. To je pa s svetim letom, svetim jubilejnim letom. V Rimu je koliko vrat, koliko je prostorov v crkvah, kjer so sveta vrata? Pomagajte lahko. 4. Kaj pa ta 5? Vse ste prav mislil? So pa vrata v enem zaporu, tudi v Rimu. Koliko je pa vrat takih v Sloveniji, ki so v Rimu 4? Slovenije pa koliko vrat? Vrat je veliko v naših hišah, v naših cerkvah, ampak sploh. Da ne bo razmišljal, ker se že vam modi na kavico, pa navijati za smučarjo planico, bom povedal.
Sveta vrata so samo v Rimu. So pa potem izbrane cerkve po celem svetu, kjer so jubilejne cerkve, kjer se reče. Kjer lahko se tudi dobijo odlične. Kjer je vse tako, kot naročajo predpisi za sveto jubilejno leto. Takih je pa v Sloveniji koliko? Takih cerkva? Pomagajte? 6 je. 20. In v Koprski škofiji, kjer ste vi iz Koprske škofije, kjer imate novega škofa Petra, se piše? Štum. Jih je pa koliko? Pomagajte. Koper, stolnica. Gorica. Katedrala. Sveta Gora. Še so. Lok. No, bom pa še to vprašal, kdo je pa zavetnica, kateri svetnik je v Logu pri Vipavi? Pomagam. Če je nekdo žalosten, kaj takrat rabimo? Tolažbo. Torej, Marija, tolažnica žalostnih. To malo kdo ve. A ste vi vedeli tukaj niste vedeli iz Znane Goris. Marija tolažnica žalostnih, zelo lepa cerkev, velika cerkev. In pravijo, ko so ta svetoletna romanja, da je polna cerkev. Hvala lepa, mi želimo, da bi bili vedno pripravljeni, da bi radi že kdaj prišli sem v naše občestvo, da bi prinesli veselje in radost. Kaj povedati? Temu jim pa mi zaplaskati, ker so znali. Pa lepo pozdravite vse vaše duhovnike, sem že tukaj cajte na svet, da vse poznam vaše župnike. Če imate pa kaplana, pa ste pa lahko najsrečnejši ljudje, ker kaplanov je pa zdaj zelo malo. Hvala lepa. Hvala. Želim vam lepo nedeljo. Tukaj smo že pri skokih. Starejši, gotovo se spominjate Jožeta Šlibarja. In boste tako vprašali, če smo kaj v šlahti. On je zdaj pri 91 letih, že kar vrsto let obiskujem, živi na Rožni dolini in zadnji čas ima težko demenco. Padel je, se je poškodoval kolk, trenutno je v Dobrni skupaj s svojo ženo na zdravljenju. Je pa, bom rekel, zelo odsoten zaradi svoje bolezni in ko sem ga obiskal pred kratkim v bolnici, sva se samo pogovarjala, oziroma jaz sem govoril, on ni nič, ker čakam trenutkov, da se bo stanje tudi v glavi izboljšalo, da bi lahko uredila tudi sakramente. Sem mu rekel, veš, Jože, midva se vpišemo v vaš Šlibar, pa bova to enkrat naredila čisto po moško. In torej, če se kdo še boji k spovedi, naj pride kar k meni, pa se bo čisto po moško zmenil. Želim kot ta lepo nedeljo, srečno pot vam na Primorsko. Od tam pošiljate nam še kakšne tople žarke, da se bi uresničile tudi naše želje, da bi šli tudi sami kaj na Primorsko, pa kaj na morje, pa kaj začupotali tam. Gospod z vami, blagoslavljiva se mogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.